Med drugo svetovno vojno je fašistična Italija okupirala slovensko ozemlje južno od Save, glavno mesto Ljubljano, širšo okolico ter območje Notranjske, Dolenjske, Kočevske in Bele krajine. To ozemlje je maja 1941 protipravno anektirala in mu nadela ime Ljubljanska pokrajina. Kmalu po okupaciji se je proti osovraženim osvajalcem začel oborožen upor, ki je prerasel v vseljudski boj za osvoboditev in združitev slovenskega naroda. Poskusi okupatorjev, da ta boj zatrejo z vojaško silo, niso uspeli. Zato so svoje nasilje stopnjevali s streljanjem talcev ter preganjanjem in zapiranjem slovenskih rodoljubov. Italijanski državni in fašistični vodja Mussolini je na posvetu z vojaškimi poveljniki v Gorici 31. julija 1942 zahteval, da se zoper Slovence nastopa brez milosti. Ta dežela se je tako izrodila, da bo treba strupen sad pokončati z ognjem in mečem. Njegova navodila je takratni poveljnik vseh oboroženih sil v Ljubljanski pokrajini general Roboti prenesel svojim podrejenim. Ustrelite brez milosti vse moške, ki jih odkrijete ob cestah v zaledju naših čet. Naknadno smo sklenili, da se vse za orožje sposobne moške odpelje na Rab. Ne brigajte se za nadloge prebivalstva. Na podlagi teh ukazov in zloglasne okrožnice 3C Višjega poveljstva za Slovenijo in Dalmacijo so napadalni oddelki italijanske vojske in bojne skupine fašistov v številnih vojnih operacijah, zlasti pa med velikoroško ofenzivo poleti 1942, požigali in pustošili po okupiranem slovenskem in hrvaškem ozemlju ter storili hude zločine nad civilnim prebivalstvom. Brez dokaznih postopkov so pobijali ljudi, ki so bili ovadeni ali kakorkoli osumljeni sodelovanja v osvobodilnem gibanju, druge pa množično pošiljali v internacijo na Rab, v Gonars, Reniči, Padovo, Treviso, Visko in številna druga taborišča. Pri tem so jim, v precejšnji meri pod vplivom cerkve, pomagali tudi domači kolaboranti. Znani so primeri odkritega sodelovanja z okupatorji nekaterih duhovnikov iz okolice Ljubljane, Loške doline, Žužemberka, na Blokah in drugod. Med roško ofenzivo so Italijani na Blokah obkolili Novo vas in sosedne vasi. Prijeli so vse fante in mlajše moške, jaz sem bil takrat star 17 let, in nas zaprli v osnovno šolo v Novi vasi. Naslednji dan pa so nas odpeljali pod stražo v vas Veliki Vrh. Tam je zasedala posebna komisija, v kateri so bili 2 italijanska oficirja, vodja karabinerjev in pa bloški župnik Hren. Vsakdo je moral pred to komisijo in tam so odločili, kaj bo z njim. Ene so poslali domov, so jih izpustili, druge pa so nas zaprli v sosedov Marinčkov hlev. Od tam so nekatere odvedli na ustrelitev, streljali so jih gor na travniku nad vasjo, kakšnih 300 metrov daleč. Ostale nas pa so odvedli v internacijo. Župnik Hren je potem bil glavni organizator in tudi prvi komandant Bele garde oziroma vaških straž na Blokah. Posebno barbarsko so Italijani divjali na Kočevskem in v Gorskem Kotarju. Že pred roško ofenzivo so požigali na Kostelskem in v Dragarski dolini in 16 domačinov pobili kar s sekirami. Med ofenzivo pa so popolnoma uničili vasi na slovenski strani Čabranke od Đurk do Osilnice in na hrvaški strani vsa naselja od Prezida do Gerova. Vse prebivalce, od dojenčkov do onemoglih starcev in celo nosečih žensk, so odgnali v internacijo. Največ v najhujše italijansko koncentracijsko taborišče Kampor na otoku Rabu. 7. julija 1942 je italijanski poveljnik za Slovenijo in Dalmacijo, general Mario Roata, sporočil: Višje poveljstvo je pripravilo taborišče na Rabu s 6000 mesti pod šotori. Poleg tega bo pripravljeno še taborišče s 10 000 mesti, kjer bo možno prebivati tudi po zimi.
Rojen sem v vasi Stari Kot, to je sedanje območje občine Loški Potok. Vas je štela pred drugo svetovno vojno 38 hišnih številk, spadala je pa v očiščevalni 20-kilometrski obmejni pas. V času Roške ofenzive so italijanski okupatorji vas popolnoma požgali 29. julija 1942. leta. Vse prebivalce pa so internirali v koncentracijsko taborišče Kampor na otoku Rabu, kjer jih je umrlo 17. Otok Rab je znan po naravnih lepotah. Na njem so italijanski okupatorji zgradili taborišče trpljenja in smrti. To pretresljivo resnico je pesnik Igo Gruden izpovedal v svoji pesmi Otok Rab. Otok Rab. V zelenju trt, oljk in pini med zalivi. Mnogim dal si strašno smrt. V srcu nosimo jo živi. Taborišče je bilo zgrajeno na polju med zalivom Svete Eufemije in Kamporskim zalivom. Imelo je več enot: sprejemno taborišče ali Bonifico, moško in žensko taborišče, ki sta bili razdeljeni na 4 sektorje, ter židovsko taborišče in prisilne delavnice. V moškem taborišču je bil na sredini večji prostor za preglede in zbore. Interniranci so mu nadeli ime Trg lakote. Na njem je bil postavljen sramotilni kol, kamor so Italijani privezovali kaznovane internirance. Interniranje Slovencev iz Ljubljanske pokrajine ter Hrvatov iz Gorskega Kotarja in Kastava v taborišče na Rabu je potekalo v času Roške ofenzive od julija do novembra leta 1942. Po navedbah italijanskega vojaškega kaplana Luigija Stefanija je bilo 12. oktobra v taborišču že 11.000 ljudi. Okrog 2/3 je bilo Slovencev in 1/3 Hrvatov. Pretežno so bili to ljudje iz podeželja in najrevnejših krajev. Kopal je mrak na domovino, po vseh vaseh so jih lovili in sem gonili kot živino. Ker so svoj rodni dom ljubili, umirat so na Rab prišli. Leta 1943 so tja pripeljali tudi 3366 Židov. Koncentracijsko taborišče na Rabu je bilo značilno uničevalno taborišče. V sprejemnem taborišču so internirance popisali, jih ostrigli, jim odvzeli denar in vse vrednostne predmete. Očete so ločili od družin. Bivalne razmere po Čotori so bile skrajno neugodne. V neposredni bližini se je nahajalo smrdljivo močvirje z mlakužami. Okolje vetrovno, poleti vročina in prah, pozimi mraz in blato. V šotor za 4 ljudi so stlačili po 6 in več internirancev. Ležali so na prgišču zdrobljene slame, pokriti z izrabljeno vojaško odejo, ki je bila kmalu polna uši. Za prehrano internirancev so Italijani določili pol vojaškega obroka na osebo. Zaradi prekupčevanja, tatvin in vrste parazitov pri pripravi in razdeljevanju hrane so interniranci dejansko prejemali ničvredne obroke. Hlebček kruha je namesto 15 tehtal le od 7 do 9 dekagramov. Kuhali so v bencinskih sodih, prerezanih na polovico. V zbrazdani vodi je plavalo nekaj makaronov ali riža, nekaj kosov zelnatih storžev ter kakšna že smrdljiva repa ali pesa. Zato je bila na ustih internirancev vedno ena sama beseda: kruh. Zaradi dolgotrajnega stradanja in hude lakote smo se interniranci v šotorih, pa tudi sicer na drugih krajih, kjer smo se srečevali, vsak dan in neprenehoma pogovarjali o hrani. In to o domačih jedeh, o krompirju, o žgancih z ocvirkih, pa seveda o kruhu in poticah. O teh jedeh in predvsem o kruhu se nam je sanjalo in bledlo tudi po noči. Še hujša od lakote je bila v vročih poletnih mesecih strašna žeja. Tekoče vode v taborišču v prvih nekaj mesecev sploh ni bilo. Vodo so dovažali s cisterno. Najprej so napolnili kotle v kuhinjah, ostanek vode pa nemarno spustili med internirance.
Ta množica, nekaj tisoč ljudi, se je zagnala proti cisterni, vojak je odprl ventil in voda brizgala na vse strani. Kdor je imel srečo, da jo je ujel, kaj v porcijo je imel, kdor pa ne, pa ne. Pisma internirancev z Raba so njihovi svojci prejeli šele po 2 mesecih. Takoj so jim začeli pošiljati pakete s hrano. Paketi pa so prihajali na Rab z veliko zamudo. Dostikrat niso prišli v roke tistim, katerim so bili namenjeni. Neizročene in že pokvarjene pakete so pošiljali za preseljenimi interniranci v druga taborišča. Pater Badurina iz bližnjega samostana Svete Eufemije je 15. novembra 1942 zapisal v samostansko kroniko. Internirancem prihaja od njihovih svojcev mnogo paketov. Toda Italijani jih zadržujejo. Zdaj jih leži na pošti v Rabu okrog 2000. Ljudje govorijo, da hočejo Italijani uničiti internirance z lakoto. Nekaj dni pozneje je dodal: Nocoj so po sončnem zahodu odpeljali na pokopališče 16 krst. Ljudstvo v taborišču umira od lakote, Rab pa smrdi od njihovih paketov. Največ trpljenja in bede je bilo v ženskem taborišču, kjer so hirali in umirali ljudje vseh starosti. Torej, jaz si ne morem predstavljati, da se človek tako izrodi, da opusti vse tisto, kar bi moralo biti v človeku človeškega, da pusti rojevati ženskam pod šotorom in brez vsake kaplje vode, da ti stari ljudje, 80, 90, več kot 90 let, ki niso občutili to strašno lakoto, ampak nemogočo žejo, ker je bila še vročina avgusta in septembra, vedno čez 30 stopinj, da ljudje, svojci, ki so videli, kako ti stari ljudje hirajo iz dneva v dan, da jih je vedno manj izpod šotorov, da so obležali in da jim najbližji svojci, otroci, ne morejo v celem taborišču dobiti eno kapljo vode, da bi jim olajšali zadnjo uro življenja. Posebno hudo je bilo materam z otroki. Mnogi otroci so ostali sami in mnoge matere so ostale brez svoje družine. Internirane noseče ženske so od začetka rodile kar v šotorih. Pozneje so porodnice vozili v mesto Rab v zasilno urejeno porodnišnico. Tam je pri njihovi oskrbi pomagala medicinska sestra Martina Košak. Ženske so bile noseče, so rodile, so jih odpeljali na Rab, tam je bila porodnišnica in so tam rojevale, še zdrave in dobre otroke, ampak brez plenic, brez umivanja, skratka nič. Potem, ko je bila na 3-4 dni noter v bolnici, so jo odpeljali z otrokom nazaj v šotore, na Rab, v Kampor. Tam so pa počasi shirali otrok, ker mater ni imela hrane, ni mogla dojiti in so tudi jih je tam veliko po šotorih umrlo. So skrivale po 2-3 dni mrtvega otroka, da so dobile porcijo še za tistega otroka, ki je bil že mrtev. O plenitvah sploh ni bil govora, o kakšnih mleku ali kaj drugega, sploh ne. Nismo imeli kaj dati. Nič nisem imela, kakor stiskala sem pesti od groze, ker so me otroci na rokah umirali. Marija Poje iz Starega Kota je v taborišču na Rabu rodila, nato pa v Gonarsu izgubila otroka. To je bilo 15. januarja, takrat mi je pa otrok umrl. Nisem ga še tem cajta prijavila, sem čakala še tisto mleko, veste. Pole je pa, sem povedala, da je umrl. Ali sem na to tako slaba, da ga nisem mogla ni do vrat spremeti, veste. Tam so bile 3 stopnice v baraku, pa sem šla z ene strani, z druge jih je bilo več. To po vse 4, da se noter, pa so pa prijemala se za pograde, da sem prišla do svojega. No, in predvsem je bi rekla, spet ena strašna misel, ki sem si želela, da bi mi še ta drugi umrl preko bom jaz. Rojstva otrok niso bila zabeležena v matične knjige. Na podlagi zbranih podatkov in seznamov umrlih je ugotovljeno, da je bilo v internaciji na Rabu rojenih najmanj 54 otrok. Preživelo jih je samo 9.
drugi so umrli v tem taborišču ali pozneje v Gonarsu. Tudi umrljivost ostalih otrok v starosti do 15 let je bila zelo velika, saj jih je umrlo 297. Najtežji dan in strašno noč so interniranci v ženskem taborišču preživeli v noči z 29. na 30. september leta 1942. Malo pred polnočjo je nastal hud vihar. Potem se je utrgal oblak. Voda je preplavila večji del taborišča in podirala šotore. Tiste noči ne morem pozabiti. Vsi premraženi, premočeni smo brodili po mrzli ledeni vodi in skušali tisto borno imetje, ki smo ga imeli, rešiti in tudi sebe. Po taborišču, tisti viharni noči, ki je bilo slišati vpitje, kričanje na pomoč. Otroci so klicali svoje mame. Te pa so jih z zadnjimi močmi reševale. Starejši so se utapljali v svojem brezupu. Za nami je bila mati s 7 otroki, ki se je trudila, da bi te otroke rešila. In ne bi uspelo, če ji ne bi pomagale. Jutro je razkrilo posledice nočne katastrofe. Voda je odtekla v morje, za seboj pa pustila podrte šotore in opustošena bivališča. Toda uprava taborišča ni ukrenila ničesar za ugotavljanje in iskanje žrtev poplave. Komandant tega zloglasnega taborišča je bil fašistični karabinjerski podpolkovnik Vincenzo Cujuli. Bil je neposredno odgovoren za katastrofalne razmere v taborišču ter za hudo trpljenje in množično umiranje internirancev. Nad interniranci se je izživljal okrutno in skrajno poniževalno. Nenehno jim je grozil in jih kaznoval z vezanjem h kolu. V njegovi pisarni so visele fotografije z žalostnimi prizori iz taborišča. Grob je bil tudi do svojih podrejenih. Pod kaznijo jim je prepovedal vsakršno druženje z jetniki. Taborišče je bilo zavarovano z utrjenimi okopi in stražarnicami. Na vzpetini nad taboriščem je bil bunker s strojnico in vrtljivim reflektorjem. Njegova vijoličasta svetloba se je od večernega mraka do jutranje zarje plazila po morju šotorov kot prikazan strahu, obupa in smrti. Taborišče so nenehno dograjevali in urejevali okolico. Delavce so nabirali med interniranci. Če jih ni bilo dovolj, so jih lovili med šotori. Metod Praznik, ki je bil na Rabu interniran skupaj s svojim očetom, pripoveduje. Bil sem na Rabu v taborišču, en popoldan so me Italijani ujeli, odpeljali so me ven taborišča na delo, gradili smo bunker. Do bunkerja smo nosili kamna precej daleč, težko. 2 sta me ga dvignila na rama, jaz sem ga tako držal in sem tisti kamen nesel do tega bunkerja. Tam sem ga dol spustil, dol vrgel nazaj grede, da v špaliri te italijanski stražarji stali. In jaz sem videl, ko sem se nazaj vračal brez kamna, v grmu brin. Roka sem tako iz poti stegnil, pa ti ta brinova jaga odtrgal, še nikoli nisem videl do zdaj, da je brine tudi rdeče barve. Že se je pojavil ta italijanski stražar, kričal, kakor je mogel name. Odpel si je tisto pasač in s tem patronom, kot smo rekli, fušeklje, ki je šel čez rama. In mi je začel s tistem tako pretepati, da sem že po prvih udarcih na tla padel in sem je pol ostali z tej sotrpini nazaj v taborišče odnesli. Bil sem pa star takrat 16 let. Mimica Perc iz Loškega potoka pa se spominja. Italijani so me določili za delo v šivalnici, ker smo popravljali šotorska krila, odeje in podobno. Šivali smo tudi različne spominke. Za spomin sem sešila robček, na katerem sem izvezla imena vseh tovarišic moje skupine. Ko sem po vojni obiskala domobransko močilnico pri Svetem Urhu, sem med fotografijami pobitih zagledala sliko ene od teh tovarišic. Prestala je lakoto in grozote Raba. Svoje mlado življenje pa je končala pod kruto roko domačega človeka. Neznosne bivalne razmere, brez vode in ob mizerni hrani, so pogubno vplivale na zdravje internirancev.
V času od 5. do 26. avgusta je umrlo 19 ljudi. Pokopali so jih na pokopališču pri samostanu svete Eufemije. Medtem pa so za pokop umrlih pripravili prostor na veliki parceli kmeta Mahiča, blizu taborišča. Tukaj so pokopali prve žrtve 27. avgusta 1942. Taboriščna ambulanta je delovala v kmečki hiši na pobočju hriba. Bolniki so ležali tudi v veži ali celo v kleti, kar po tleh. Popolnoma izčrpane otroke ter hudo obolele, stare in povsem onemogle internirance so odpeljali v mesto Rab in jih namestili v hotele, ki so jih preuredili v zasilne bolnišnice. Tedaj so tovariši svojega sotrpina pripeljali do tovornjaka v Samokolnici. Vozili so še komaj živega človeka, okostnjaka, polnega ran, gnoja, umazanega od lastnega blata in obžrtega od uši. Za pravo nego obnemoglih in bolnih pa ni bilo nobenih možnosti. Zdravil ni bilo, še toplega čaja ne. Zato je smrt vedno pogosteje kosila med bolniki. Mnogi pa so umrli kar pod šotori. Griža, ki se je pojavila pri internirancih že v poletnih mesecih, je vse bolj razsajala. Pri mnogih ljudeh se je pojavila zabuhlost, rekli so ji lačna vodenica. Bila je zanesljiva znanilka skorajšnje smrti. Negotova prihodnost, lakota in mraz so ubijali tudi duševnost taboriščnikov. Nekateri so izgubili vsako razsodnost in blazneli, drugi so se zaprli vase in v šotore ter obležali zavedno. Pod pritiski mednarodne javnosti so Italijani začeli preseljevati življenjsko najbolj ogrožene internirance z Raba v druga taborišča, največ v Gonars, kjer so imeli vsaj streho nad glavo, pa tudi druge razmere so bile nekoliko boljše. Vendar je izboljšanje za mnoge prišlo prepozno in njihovo umiranje se je nadaljevalo. Ob koncu leta 1942 so odpustili domov internirance, za katere so njihovi sorodniki ali vplivni znanci, med njimi tudi duhovniki, jamčili, da se bodo pridružili vaškim stražam. Reklama je prišla od župnika. Jaz govorim za našo faro. Nas je bilo preko 150 na Rabu in približno 100 ljudi je podpisalo prošnjo župniku, da jih ne izposluje, da bodo spuščeni iz taborišča, in so se obvezali, da bodo šli v Belo gardo. Mama je prosila zame pa za brata, da ga bi spustili, ampak zgleda, da je župnik za brata podpisal, je bil starejši od mene, zame pa ni hotel in jaz sem ostal do zadnjega. Brat je bil pa spuščen, ampak predno je sploh smel domov iti, je moral iti v postojanko Bele garde in se prijavil, da bo šel v Belo gardo. To je kopija dokumenta, v katerem župnik, župan, občinski tajnik in poveljnik vaške straže izjavljajo, da jamčijo za katoliško in antikomunistično prepričanje 9 internirancev z Raba, ki bi bili veseli, če bi lahko sodelovali v protikomunističnem boju. Po kapitulaciji Italije so se preživeli in na smrt utrujeni interniranci vrnili v domovino, kjer pa so jih pričakale požgane in izropane domačije ter še 2 leti krvave vojne. Na sedežu OZN v New Yorku je pri Komisiji za vojne zločince zbrana dokumentacija o 883 italijanskih vojnih zločincih, ki so za časa italijanske okupacije med letom 1941 in 1943 delovali na takrat okupiranem področju. Vsaj 100 od njih je odgovornih za zločinska dejanja na področju Ljubljanske pokrajine. Toda nihče od njih ni bil nikoli kaznovan in tudi nihče od njih ni bil nikoli izročen pravosodnim organom naše države. Nekaznovan je ostal tudi med roško ofenzivo glavni poveljujoči general Roboti, ki je na nekem poročilu lastnoročno napisal: Si ammazza troppo poco, ubija se premalo. Kljub težkim razmeram se je v taborišču na Rabu razvilo močno odporniško gibanje. V političnem boju preizkušeni antifašisti so 5. januarja 1943 ustanovili tajno organizacijo,
Taboriščno osvobodilno fronto. Njen izvršni odbor je bil osrednje politično vodstvo taboriščnikov prek mreže pododborov in zaupnikov ter tajnega glasila Okrožnica, pa je usmerjala politične in samoobrambne aktivnosti ter nadzirala celotno dogajanje v taborišču. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z osvobodilnim gibanjem otoka Raba. Za izvajanje varnostnih in samozaščitnih nalog so ustanovili tajni udarni bataljon. Kaj je bil namen organiziranja v udarnem bataljonu? Namen je bil predvsem samoobramba, drugo pa, da ko pride dan, da bo mogoče osvoboditi se, da se osvobodimo, razorožimo Italijane in oborožimo, da tako vrnemo organizirani v partizanski vojaški enoti in se vključimo narodno osebino vojsko. Tako se je kasneje tudi zgodilo. Po padcu fašizma julija 1943 je taboriščna osvobodilna fronta okrepila priprave za osvoboditev, konkretne ukrepe pa začela izvajati takoj po kapitulaciji Italije. Proti večeru 8. septembra 1943 leta smo opazili neverjetno živahnost in veselje med vojaki in stražarji, ki so bili okrog taborišča. Nekateri so metali kape v zrak, nekateri celo spustili kakšen strel in slišali smo la guerra finita, andiamo a casa. Že naslednji dan je delegacija izvršnega odbora od komandanta taborišča Kujulija zahtevala, da se taboriščnikom izroči del orožja italijanske posadke. Na to zahtevo je komandant po daljšem oklevanju sicer pristal, vendar ni ničesar storil. Zato so sledile nove aktivnosti taboriščne osvobodilne fronte. Na trgu Lakote je bil sklican javni zbor. Čete udarnega bataljona so se razporedile ob govorniškem odru. Nanj je stopil Jože Jurančič in zadonele so partizanske pesmi. Takrat se je ob vhodu pojavil komandant Kujuli v spremstvu oficirjev. Jurančič je taboriščnike pozdravil z vzklikom "Smrt fašizmu". Oni so mu gromko odgovorili "Svoboda narodu". Kujuli je bil tako presenečen, da je še sam odzdravil po vojaško, nato pa odšel s prizorišča. Na zboru so taboriščniki sprejeli sklep, da se na prostovoljni osnovi oblikujejo vojaške enote in ustanovi partizanska brigada. Za komandanta brigade je bil izvoljen Franc Potočnik, za političnega komisarja pa Jože Jurančič. Izvršni odbor je nato imenoval Antona Vratušo za namestnika komandanta brigade, Franca Štajpaha za namestnika političnega komisarja in Franca Novaka za intendanta brigade. V času do formiranja brigade je bila glavna naloga borcev udarnega bataljona, da razorožijo italijanske stražarje in karabinjerje ter se tako sami oborožijo. Ker je komandant Kujuli odšel iz taborišča v mesto Rab, je bilo treba ukrepati hitro in preudarno. Dne 11. septembra je bilo organizirano množično srečanje taboriščnikov in Italijanov. Med sproščenim druženjem je potekala predaja taboriščne uprave v roke osvobodilne fronte. Pred upravno stavbo so spustili italijansko zastavo in dvignili slovensko s peterokrako zvezdo. To dejanje, ki je bilo vidno po vsem taborišču, je navdušilo internirance ter opogumilo bojne skupine udarnega bataljona pri zavzemanju stražarskih položajev, bunkerjev, skladišč in drugih objektov. Polde Štukelj je bil član varnostnega voda. Pripoveduje, kako je potekalo razoroževanje italijanskih vojakov, ki so se hoteli odpeljati iz območja taborišča v mesto Rab. Ko je pripeljal prvi tovornjak do vhoda v taborišče, so ga borci zaustavili in zahtevali, da vojaki predajo orožje. Njihov oficir jim je to prepovedal. Komandir Štajpah se je potem poslužil zvijače. Komandant Kujuli vas kliče na telefon v pisarno. In seveda ta je hitro šel v pisarno, telefon je bil pa zaprt, Kujuli sploh ni klical. In potem sta Vratuša in Štajpah ga začela nagovarjati, da nam naj izroči orožje. On pa ni hotel, da nič slišati.
in takrat je Šlajbah prišel ven, pa je prišel tle na hitro do kamiona, pa je rekel po italijansko: komandant Kujuli in vaš komandir sta izdala naročenje, da nam izročite orožje. In takrat smo mi skočili k kamionu, pa na kamion, pa začeli jim jemati orožje iz rok. In ko je prišel komandir ven, so bili že vsi razoroženi. Karabinjerji pa so se razorožitvi upirali. Zato so borci postavili na cesto 2 puškomitraljeza in jim ukazali, da predajo orožje, sicer bodo streljali. Nato so tudi oni predali orožje. Skupina borcev iz taborišča se je potem pridružila osvoboditeljem Raba ter sodelovala z njimi pri razoroževanju italijanske posadke. Člani varnostnega voda so aretirali komandanta Kujulija in nekaj njegovih doušnikov. O osvoboditvi taborišča je komandant Potočnik pozneje zapisal. Okrog 23. ure je bilo že vse postorjeno. Vsi italijanski vojaki so bili razoroženi in odstranjeni z taboriščnega območja v pristanišče Rab. Vsi bunkerji in cestne zapore so bili zasedeni, povsod so bile postavljene straže in odrejena dežurstva. Velik uspeh organizacije je bil tudi v tem, da so vse potrebne službe delovale, električna centrala, vodovod in tudi pekarne so pekle kruh za prihodnji dan. Nabor borcev za arabsko brigado je bil uspešno zaključen. Brigada je imela 5 bataljonov. V njihovi sestavi je bilo 1240 slovenskih in 60 hrvaških prostovoljcev, v 5. židovskem bataljonu pa okrog 300 židov. Najbolj odmevna akcija je bil drzen pomorski desant na otok Cres, ki ga je izvedla izbrana bojna enota borcev v sodelovanju z rabskimi antifašisti. V mestu Osor so presenetili italijansko vojaško posadko, jo razorožili ter zaplenili tudi orožje iz njihovega skladišča. Preden so odšli na kopno, so se preživeli taboriščniki poslovili od mrtvih sotrpinov na kamporskem pokopališču. Oj, Rab, ti Golgota Slovencev, poslednji dom mučencev. Glej potok solz, čuj vzdihe, ko zrem grabove tihe. Oj, Rab, ti Golgota Slovencev. Na žalni slovesnosti je Jože Jurančič prebral prisego. Vsi, ki smo na otoku smrti ušli morilskim načrtom krutega fašističnega okupatorja, prisegamo danes delovnemu ljudstvu slovenskega naroda, katerega del smo, da se bomo uvrstili v borbi za pravice svojega naroda v prve bojne črte in s podvojeno borbo nadomestili mrtve tovariše. Brigadno sodišče, predsedoval mu je sodnik Silverij Pakiš, je raziskalo zločine komandanta Kujulija ter kolaborantov iz vrst internirancev. Kujuli in njegov ovaduh Mohar sta bila obsojena na smrt. Kazen nad Moharjem je bila izvršena, Kujuli pa naj bi se pojavil še pred slovenskim narodnim sodiščem. Zato ga je brigada vzela s sabo na kopno. Toda sodil si je sam. V Cerikvenici si je v zaporu prerezal žile na vratu in nato v bolnišnici Novi Vinodol izkrvavel. Prepeljali so ga nazaj na Rab in pokopali poleg njegovih žrtev, mrtvih internirancev. Pozneje so bili njegovi posmrtni ostanki prepeljani v Italijo in tam pokopani z vojaškimi častmi. Z Raba na kopno so bili najprej prepeljani borci brigade, pozneje pa še drugi taboriščniki. Borci židovskega bataljona in kastovske čete so se priključili hrvaškim partizanom. Borci iz Slovenije, njim se je pridružilo tudi 33 žid in bolničark, pa so se iz Bakra odpravili na pohod v Slovenijo v smeri Snežniškega Pogorja, kjer je bila na Mašunu opravljena slovesna zaprisega borcev. Brigada je slovesno prisegla 24. septembra 1943. Prisegla je pred najvišjimi voditelji Narodno-osvobodilne vojske, na čelu s komandantom glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, generalom Francem Rozmanom Stanetom.
Iz različnih vzrokov, predvsem pa zaradi fizične nemoči, je bila večina borcev poslana na bolezenski dopust. Vodstveni kader, odpornejši borci in židinje, bolničarke, pa so bili razporejeni v druge partizanske enote. Italijansko koncentracijsko taborišče na otoku Rabu je spravilo v grob množico ljudi. Grobove so kopali tako, da so izgrebli jarek in vanj polagali krste. Krste so morali prenašati interniranci. To so lovili Italijani v taborišču nosače. Jaz sem tudi parkrat nosil, tudi takrat, ko jih je bilo največ. To je bil ravno božični dan, pred božičnim dnevom, okrog 90 ali 100 jih je umrlo, in pa na Silvestra, 42. leta, tudi približno toliko. In to je izgledalo tako, da so nas nalovili skupaj in to živijo kostnjaki mrtve nosili. S povečanjem števila dnevno umrlih so prenehali pokopavati žrtve v krstah. Poslej so trupla polagali v izkopane kanale, gola, ter jih posuli živim apnom. Na zasute grobove so naslepo zasadili lesene križe z imeni pokopanih. Tako je pokopališče dobivalo vse bolj grozljivo podobo. Doslej je uspelo evidentirati in identificirati 1477 na Rabu umrlih internirancev. Od tega 887 Slovencev, 586 Hrvatov in 4 Žide. Po preselitvi z Raba jih je v Gonarsu umrlo še 509, v Palmanovi 18, v Padovi jih je umrlo 69, v Trevizu 224, v Visku 24, v taborišču Reniči 404 in na Reki 26. Vseh identificiranih smrtnih žrtev na Rabu in v omenjenih taboriščih je torej 2751. Mnogi so zaradi posledic lakote in trpljenja umrli po vrnitvi domov. Mrtvi ne spi. Kako naj tisočev imena nosi tega pomnika skromna površina? Postoj, popotnik. Spomni se zločina. Molitve druge te nihče ne prosi. Pokopališče na Rabu umrlih internirancev je bilo kot spominski park urejeno leta 1953 po projektih arhitekta Edvarda Ravnikarja. V prostorski zasnovi mesta mrtvih so bili upoštevani elementi antičnega in mediteranskega urbanizma in arhitekture, nadgrajeni z dosežki sodobnega umetniškega oblikovanja. Grobove umrlih žrtev ponazarjajo vrste nizkih kamnitih blokov. Visoki obelisk na razširjeni ploščadi se simbolično dviga iz mučeniškega pokoja mrtvih v upajočo prihodnost. Nekoliko naprej sta pod kupolo 2 žari in veličasten mozaik umetnika Marija Preglja. To je prikaz množične groze in smrti v taborišču. Izčrpani moški telesi sta podobi smrtnega boja umirajočega in moči upornika, ki je raztrgal verige na vklenjenih rokah. Pred vhodom na pokopališče so nameščene informativne plošče, na katerih so vtisnjene besede spomina na trpljenje in umiranje Slovencev in Hrvatov v taborišču. Svečane otvoritve so se množično udeležili svojci tamkaj pokopanih žrtev. S seboj so prinesli zelenje, cvetje in zemljo iz domačih krajev. Ljudje so bili pretreseni v pogledu na urejen pokopališki prostor ter na spominska obeležja, med katerimi so iskali imena umrlih svojcev. Ob 60. obletnici osvoboditve taborišča leta 2003 je bila odkrita plošča z imeni vseh dotedaj ugotovljenih umrlih žrtev v tem taborišču. Na prostoru, kjer je bilo žensko taborišče, je bil leta 1988 postavljen poseben spomenik, na katerem je tekst v slovenskem in hrvaškem jeziku, kajti na tem območju so enako trpeli Slovenci in Hrvatje iz Gorskega Kotarja, to je zlasti z območja občine Čabar do Gerova. V taborišču Gonars umrli interniranci so bili pokopani na tamkajšnjem pokopališču,
Leta 1973 pa so bili njihovi posmrtni ostanki preneseni v novo zgrajeno grobnico. Vsako leto, ob obletnici osvoboditve taborišča in ob dnevu mrtvih državne delegacije ter delegacije Zveze borcev Slovenije in Hrvaške položijo pri osrednjem spomeniku na pokopališču žalne vence. Pokopališče Kampor na otoku Rabu je prostor solza in spominov na umrle svojce, prijatelje in sotrpine, vendar tudi spomin na neizprosni boj jetnikov za svojo osvoboditev in za osvoboditev domovine. Dolžnost naše generacije in prihodnjih rodov Slovencev in Hrvatov je in ostane ohraniti spoštljiv odnos do vseh, ki v tem spominskem parku počivajo.